Lepo pozdravljeni, gledate podcast Samo en planet. Spremljate nas lahko na spletni strani Samo en planet in na YouTube kanalu. Graditi novo ali prenavljati staro? Oboje, vendar z mislijo na prihodnost. Trajnostna gradnja ni nov izum. Ko se ozremo okoli sebe, lahko vidimo stoletja stare zgradbe. Še zmeraj stojijo razkošne palače in kmečke hiše. Danes znova odkrivamo prednosti uporabe naravnih materialov, spoznavamo, da njihove lastnosti lahko pomembno prispevajo k energijski učinkovitosti zgradb. Obujamo tudi nekatera stara znanja in veščine in jih povezujemo s sodobnimi tehnološkimi postopki, da bi z njimi manj obremenili okolje. Bivanje v tako zasnovanih novih hišah je prijetnejše in bolj zdravo kot v železobetonskih. Stare zgradbe pa s prenovo postanejo energetsko varčnejše. O teh in o drugih vidikih gradnje, ki jih narekuje trajnostno razmišljanje, se bomo pogovarjali v tokratnem podkastu. Naši gosti in gost so Lenka Kavčič, direktorica in arhitektka, direktorica zavoda A-Front in festivala Odprte hiše Slovenije. Lenka, dobrodošla. Zdravo. Katjuša Kranjc, arhitektka iz studia Raketa. Dober večer. Živjo. Matevž Granda, tudi arhitekt, sicer pa še publicist, soustanovitelj in urednik revije Outsider, ki se ukvarja z natanko temi področji in temami, pa še z mnogimi drugimi, o katerih bomo mi štirje spregovorili nocoj. Živjo. Trajnostna gradnja. Sintagma, ki jo slišimo zelo velikokrat v novejšem času, še posebej. Vprašanje pa je, kako jo razumemo oziroma kako jo kdo razume. In vi trije boste gotovo znali pojasniti našim gledalkam in gledalcem, kaj vse obsega ta pojem, kaj mislimo s tem, ko rečemo, da je gradnja trajnostna. Lenka, izvoli. Hvala za besedo. Meni je zelo ljubo, da postavimo za začetek te naše diskusije tudi en tak temeljni, mogoče zgodovinski okvir trajnostne gradnje, in da rečemo, da je trajnostnost, bila izumljena kot beseda in uporabljena beseda že v prejšnjem stoletju, se pravi v 80. letih, in da je bila prva konferenca, ki jo je organiziral Kilgard, profesor iz Univerze na Floridi, na temo trajnostne gradnje leta 1994. In od takrat naprej se ukvarjamo z trajnostnostjo v arhitekturi, v gradnji, tako temeljno iz 3 ali pa 4 vidikov, Najpomembnejše naj bi bilo to, da bi gradili, prenavljali, obnavljali, skratka živeli v tem našem materialnem svetu na takšen način, da bi lahko svoje interese zadovoljevali tudi vse naslednje generacije, ki bodo prihajali za nami in bi jim to zapustili. Potem je tukaj energetska učinkovitost, seveda takrat je bila energetska kriza, pa smo se morali na to odzvati, pa je bil verjetno to bolj poslovni model razmišljanja o gradnji, da moramo zdaj varčevati za energijo tudi v gradnji. Seveda vpliva trajnostna gradnja tudi na zdravje ljudi in v končni fazi je trajnostna gradnja tista, ki jo bomo zapustili našim bodočim rodovom. Torej, če gradimo, če prenavljamo, gradimo nekaj za prihodnost. Če se lahko naveževa, Katjuša, na to, kar je Lenka ravnokar povedala, kaj je pomembno in zakaj in kako bomo zapustili našim potomcem in kako arhitekti udejanjate te principe pri svojem delu, kako o njih razmišljate in kako jih prenašate v prakso. Pri zasnovi arhitekture, ne glede na merilo, v današnjem času po mojem ni arhitekta, ki ne bi razmišljal o tem. Seveda pa na trgu ni to vedno možno, zaradi tega, ker so pač vplivi kapitala zelo različni in je zelo odvisno od tega, kakšen arhitekt si, kako razmišljaš in koliko si sposoben to skomunicirati, Jaz mislim, da v bistvu je teh materialov zelo veliko različnih, možnosti je veliko.
ampak predvsem to, kar je Alenka rekla, tudi recimo pri prenovah, ne. Jaz mislim, da v bistvu prenove zdaj sploh postajajo kot neka direktiva, kar je po eni strani zelo, zelo fajn, po drugi strani je pa to zelo, lahko tudi problematično. Zaradi tega, ker če mi prenavljamo hiše, ki so v zelo slabem stanju, recimo, da so to opečnate hiše, jih saniramo na način, da uporabljamo betone, s tem v bistvu ustvarimo novo arhitekturo, ki bo preživela neki čas, ampak dolgoročno pa ne. In mi v bistvu takrat dva materiala spajamo, ki jih ne moremo niti reciklirati, niti razvajati, in je v bistvu to lahko zelo problematično, ne. Tako da tudi recimo uporaba lesa je tako nekaj značilnega, kar vsi dojemamo kot, neki material, ki je trajnosten, ne. Jaz mislim, da je to v bistvu za določeno merilo seveda res, ko pa gremo ven iz nekega, obvladljivega merila, potem pa to postane tudi lahko ne toliko trajnostno, zato ker je treba, statično stabilnost zagotavljati na druge načine in pol spet pridemo do tega mešanja materialov, ko je v bistvu spet problematično, ne. Tako da mislim, da je v bistvu treba presoditi, kdaj pa kako, ne. Sigurno pa pozdravljam v bistvu, te uvedbe novih materialov oziroma oživljanje starih tradicionalnih, materialov, ne. Matevž, z oživljanjem starih materialov in s tem, kako se obnašajo in kako iz njih graditi na sodoben način, se ukvarjaš tudi ti v praksi, ne samo v teoriji, skozi delavnice, ki so zelo uspešne in jih imate že koliko let? 4 leta, zdaj 5. leto. Kaj ste dognali na teh delavnicah? To so v bistvu taki pilotski, majhni projekti, na neki način bolj igra, ampak vendarle igra z nekimi večjimi posledicami in spoznanji, ki se dajo uporabiti tudi v drugačnem merilu, kot je, recimo rekla Katjuša, ne. Ja, zdaj najprej, mi raziskujemo gradnjo z zemljo in to specifično za tehniko zbite zemlje. To je en zelo arhaičen pristop k gradnji, kjer pač zemljo, ki je v ustreznem razmerju, ilovice, se pravi glinastih plasti s, kamnom, ki je strukturni material v tej mešanici, ta material, vstavimo v opaže in to zbijemo. To je en način, ki je najbrž, ko se je človek znašel v pradavnini v situaciji, da si je mogel neko zatočišče zgraditi, je bil material zemlja tisti, ki je bil prvi pri roki in je s tem, marsikaj lahko naredil, od bivališča do posod v končni fazi, ki so neka civilizacijska ločnica, ko imaš ti posodo, lahko noter naliješ juho in jo poješ, če nimaš tega, ne moreš, delati osnovnih, stvari, ki določijo neko kulturo, civilizacijo. No, in v glavnem, mi smo se v to gradnjo, z zemljo, začeli kot en eksperiment, zato ker nas je zanimalo, kako je to, kaj lahko v sodobni arhitekturi s tem gradimo. Navdihnil nas je Martin Rauch, katerega smo že v prvi številki, revije Outsider, to je bilo pred 10 leti, z njim naredili intervju in potem je prišel k nam na obisk leta 2018 na našo konferenco, in takrat je on rekel, probajte, umažite si roke. In mi smo začeli potem s temi delavnicami, ker imamo to priložnost na neki, kmetiji na Dolenjskem, tam je prostor, tam je, ilovnata podlaga in, tam zdaj pač, kot rečeno, že letos bo 5. leto delamo te delavnice. Začeli smo čisto eksperimentalno z učenjem skozi napako, no, ampak zdaj so ti procesi že zelo, zelo usmerjeni, in kot si rekla, ja, zelo je to podobno igri, skozi pristop igre, kjer je v bistvu, ni samo tehničen princip, ampak je tudi ta, princip, ko nas nekaj navduši, ko, v procesu najdemo neko veselje, neko zadoščenje iz tega vidika, ki je zelo primarno, ne. Zdaj smo pač prišli tudi do neke faze, no, ko to ni več samo eksperiment, ampak se že začenja, tudi neke konkretne naloge, recimo prav jutri odpotujemo spet v Benetke zgraditi, drugi paviljon za letošnji beneški bienale. To so neke manjši projekti, ampak zelo pomembni za nas, ker, ni več v tem našem, v tej naši igralnici, no, ampak smo že v nekem drugem prostoru izven tega, ja. To je krasna novica, zelo lepo, čestitam. Hvala. Martin Rauch je pravzaprav uspel s svojim principom, gradnje preiti tudi na večje objekte, na javne objekte, a ne. Materiali, ki jih je on nekako uspel sestaviti, zgnesti, narediti, velike kose, ne, se uporabljajo, že
mnogo kje, tudi za večje javne zgradbe, se pravi, ne samo za manjše zasebne Mhm. hiše. En tak prelomnih projektov je bil prav 10 let nazaj, ko smo ga mi tudi objavili v prvi številki. To je bil sušilnica za zelišča podjetja Ricola, ki izdeluje bombončke. In tam je bil, mislim, ta projekt je pokazal, da se da s tem materialom delati na velikem merilu. Od takrat naprej je teh, že tudi pred tem, no, kapela v Berlinu, pa potem ti se bil tudi tak velik projekt. Ne. V Nemčiji, v Avstriji, v Švici se za zemljo gradi ogromno. V Sloveniji še ne, se pa vedno več. Ja. Na kak način pa se da presegati recimo te težave, Katjuša, ki pridejo zaradi mešanja materialov ali pa recimo, kot si prej omenila, neke stare opečne zgradbe, ki jo potem z betonom nekako okrepite, da se ne sesuje, ne? A so tukaj kakšne raziskave, kakšne nove metode, s katerimi se da vendarle nekako, bom rekla, na en tak ekološko trajnosten način združiti to staro in novo, ne? Ker razumem, da prenova starih hiš je lahko zelo potratna, zelo naporna in tudi mogoče končni rezultat ni tak, kot bi si ga želeli. Ne, tukaj se mislim, postavlja vprašanje včasih smotrnosti tega, ne, zaradi tega, ker če mi recimo podedujemo ali pa pač želimo obnoviti neko staro hišo, ki je recimo opečna gradnja, ki je sama po sebi bila prijetna za bivanje in vse to, če jo je treba prenoviti in je problem statika, ne, statike ne moremo drugače rešiti, kakor pač z betoni, ne. V bistvu problem, ki ga jaz vidim, jaz se v glavnem ukvarjam z atmosferami, ne, in je to, da v bistvu mi sicer ohranimo staro hišo, ampak dobimo neko popolnoma novo atmosfero, ki si je ne želimo, ne. Jaz se res čudim, kljub temu, da se toliko govori o trajnosti in kar naprej na vseh kongresih, na vseh simpozijih, vsepovsod se govori o tem že desetletja. Trenutno v Ljubljani je res veliko gradbišč, kamor se obrneš, to je vse betonsko. Delajo samo v betonu in jaz razumem, da mogoče večje razpone te stvari, da delajo na ta način, ampak recimo za individualno gradnjo pa ne razumem tega. Ker se mi zdi v bistvu, da nismo uspešni v tem, da bi prepričali ljudi, da je zelo pomembno ne samo za planet, ampak tudi za njih, ne. Meni se zdi, da v bistvu, če bi jih uspeli prepričati, da je za njih pomembno, kako bodo živeli, da bi mogoče se trend obrnil, ne. Lenka, ti prek festivala, ki ga vodiš, Odprte hiše Slovenije, ogromno hodiš po celi deželi in poznaš zelo veliko hiš, takšnih in drugačnih, zasebnih, javnih. Kakšen je ta vtis? Ga lahko strneš? Kaj prevladuje? Kakšen način gradnje? Koliko se spreminja? Težko strniti. Težko vprašanje, Potem ampak pa- zelo dobro vprašanje. Pregovorno, če vprašamo kogarkoli od nas, bomo rekli, da živimo v zelo lepi deželi. Vendar ta lepa dežela je ponavadi povezana z naravo in z naravnimi bogastvi. Če želimo govoriti o arhitekturi, o načrtovanju mest, o načrtovanju širšega prostora, se mi zdi, da opazimo, da imamo v prostoru marsikje nekatere zagate, ki smo jih podedovali ali ustvarili sami, vendar se nam kažejo kot neki taki prostorski opomniki, da v določenem trenutku so prevladovali drugi interesi, ne interes tega, kakšne hiše gradimo, kako bomo v njih živeli, kako bomo z njih energetsko upravljali, kako jih bomo prenovili. In če zdaj bi že začela z prenovo javnih stavb, ker to je pa naše skupno, ne, zdaj, in če se individualno lahko odločamo kot sami zase, pa da vemo najbolje, bi na nivoju javnih stavb bilo nujno potrebno ustvarjati interdisciplinarno sodelovanje različnih strokovnjakov. Arhitektura sama po sebi je izjemno pomembna kot stroka in ima moč, ampak rabi sovprego. Sama kot taka ne more preobrniti ali pa biti bolj trajnostna. Potrebuje
za to tehnologijo, potrebuje materiale, potrebuje zakonodajo, potrebuje klimatologe, potrebuje biologe. Celo kolesje je vključeno v to, kako potem prostor funkcionira, če v njemu prenovimo, postavimo eno hišo, kakšen program damo v to hišo, kdo jo bo obiskal, čemu bo služila. Tako da na festivalu pa seveda opažamo, da je interes ljudi za spoznavanje kakovostnih principov, za spoznavanje zgodb, ki stojijo za zidovi, za spoznavanje teh v bistvu takih zelo temeljnih vprašanj. Kako naredim to? Na kakšen način bi vi meni svetovali, da bi se lotil te prenove? Izjemno. In mi za festivalom ne moremo zadovoljiti vseh želja in vseh obiskovalcev, ki bi radi prišli pogledati različne stavbe. Omenila si sprego različnih poklicev, različnih strok, ki bi, če bi usklajeno delovala, lahko dosegala dobre rezultate, ne? Kje so ovire, da se to ne zgodi? A je ovira v ljudeh, je ovira v razparceliranosti posameznih strok, v nezmožnosti sodelovanja, ali vendarle se kažejo te povezave, ki obetajo bolj skupno in timsko delo v prihodnosti? Kaj meniš, Matevž? Tudi to je zelo zanimivo in težko vprašanje, zelo kompleksno vprašanje, no. Recimo, pogosto je ena velika prepreka zakonodaja, ne, ker nam regulira oziroma zakonodaja predpisuje en vidik trajnostne rabe oziroma trajnostne gradnje, to je energetski vidik, a ne. Če mi danes zgradimo hišo, ki je po tem kriteriju trajnostna, pomeni, da porabi izredno malo energije, kar je seveda dobro, ampak to hišo lahko zgradimo z armiranim betonom in jo oblečemo v plastiko, ne. Se pravi, je to en vidik, a ne, ki ga zdaj ta trenutna zakonodaja predpisuje. Zelo težko je pa recimo uvajati nove materiale, ne. Recimo za les smo rabili kar nekaj časa, ne, pa je les zelo v porastu, ne, še dobro, da je, ker ima odlične lastnosti in tudi Slovenija je zelo pogozdena, je veliko lesa, ampak je bilo potrebnih kar nekaj, mogoče desetletja ali pa še nekaj časa, da se ta material sploh uvedel v neko splošno razširjeno uporabo. Seveda najprej so predsodki ljudi, da bo to vse zgnilo, da je to zanič material, da bo to propadlo, da ne vem kaj vse, ne, da požarno ni varen, ne, čeprav, kar je zanimivo, da je les v bistvu en bolj požarno varnih materialov. Odpornih materialov, ja. In je tukaj seveda pač celo v bistvu in percepcija nekega novega materiala in seveda, kdor gradi za sebe, ne želi biti poskusni zajček, ne, da bo nekdo zdaj sam sebi rekel, bom pa jaz tukaj investiral v nekaj, kar bo nekdo preizkušal, ne. In tukaj se potem tudi razumljivo neke spremembe težje uvajajo, je potrebna neka doba, da se nov material, nov princip uvede, no, tudi temu je namenjeno naše eksperimentiranje, ker pač, ko delaš nek eksperiment, lahko narediš napako, če se s te napake nekaj naučiš, a ne. In zdaj, recimo, kot je les potreboval nekaj časa, da se je uvedel v to, ne, potem sigurno mislim, tudi drugi materiali, ki so naravni, govorimo, se tudi beton je naravni material, ne. Pač, ampak pri betonu, ki je odličen material, ima super lastnosti, je problem to, da za njegovo proizvodnjo porabimo veliko energije, kar pomeni velik izpust CO2, ne. In pa, ker beton so uporabljali Rimljani, pač zelo podobna struktura, kakor jo danes uporabljamo, ne. In s tem materialom ne bi bilo nič narobe, če ne bi imel te težave, ne. Je pa seveda pač zato, ker živimo v času hitre mode, hitre hrane, tudi hitre arhitekture, ne, hitre gradnje, se ga uporablja prekomerno veliko, ker je z njim hitro in cenovno tudi najugodneje zgraditi v nekem velikem merilu, ker se ga vlije, enostavno počaka, se doda vse dodatke, ki so jih razvili, ne. Industrija zelo podpira ta material, ne. Ni pa te podpore industrije še pri drugih materialih, ki jim rečemo naravni, torej tistih materialih, ki nimajo veliko procesne energije vgrajene. Les ima bistveno manj, sigurno pa od teh materialov najmanj procesne energije porabimo pri zemlji. To je isti material, kot je za opeko, le da ne potrebujemo energije za žganje,
ne. Seveda ta material, noben material ni idealen, vedno potrebno vedeti, kateri material uporabimo v kateri situaciji, ampak se pravi, ta trend, ki se dogaja zdaj, da se v bistvu vračamo k nekim materialom, ki so bili tisočletja v uporabi, ampak jih uporabljamo v novi tehnologiji. To mislim, da je ta pomemben premik, ki se trenutno dogaja, ne, in ki potem pač tudi rezultira v dobri arhitekturi, ne, tako. Samo še ena stvar, ki se mi zdi ključna pri tem, kar je omenil Matevž, je tudi to, da če prenavljamo neko stavbo, pa recimo ugotovimo, da jo moramo energetsko sanirati, se pravi, da bomo porabili manj energije za ogrevanje ali hlajenje, a ne, in ob tem imamo v stavbo vgrajena že obstoječa okna, ki so okej in jih lahko vsak obnovi, imajo lesen okvir, manjša stekla, in če želimo ta okna obnoviti, jih ne moremo vgraditi ponovno v javni objekt, ker niso certificirane in ne morejo izkazati svojih zahtev po standardih, ki jih zahteva naša zakonodaja, da jih upoštevamo pri gradnji stavb. Tako da jaz mislim, da v bistvu je politika ta, ki bi lahko zelo pomagala, v bistvu strategija, ne. Zaradi tega, ker tudi niso vedno samo materiali, pa sama arhitektura, ampak to, da je trajnostno, je pač to, kar je Alenka prej omenila, v bistvu sodelovanje strok, zato ker mi, če bi recimo že vrtove urejali na način ali pa mesta zasajali na ta način, bi že z tem lahko veliko pridobili. A je bilo lani, predlani ali ne vem, par let nazaj je mesto Dunaj razpisalo natečaj, če je kdo želel zazeleniti fasado ali kaj takega, so pač bila sredstva na voljo, zaradi tega, ker to je že znano, da je treba zelenje uporabljati zato, da se vzpostavljajo pravi klimatske razmere, da ni prevroče, ne pa samo ta plastika, ki se lepi na hiše. Pri nas smo trenutno politično še na tej ravni, ne. Tako da v bistvu mislim, da tu ta dialog z državo in stroko bi bil bolj natančen, bi moral biti, no. Ja, ozelenjenih hiš v Ljubljani ni ravno veliko, če sploh so. Mogoče kakšen star bršljan, ki raste. Ampak sem pa opazila, pa ne vem, a je to naključje, da so nekatera postajališča mestnega potniškega Vsa. prometa na strehi. Vsa imajo. so. Aha, pa sem samo Ja. tam ujela ta Ja. pogled malo više, ker sem premajhna pa. To je recimo ena dobra stvar, ne. Ja. Meni je bilo to ko sem to videla, sem rekla, krasno, ozelenili so strehe postajališč, to pa je Dobro ena za lepa stvar. biodiverziteto, recimo, da rečemo, pa bodo zdaj prišle čebelce ali pa ne vem, metuljčki, pa bodo na teh. Okej. Ampak kako ustvarjati pravilno klimo oziroma kako mesta prilagajati na podnebne spremembe, pa potrebujemo bolj sistemske ukrepe. To so sicer zelo lepe in všečne rešitve, ampak dejansko pa ne naslavljamo ključnih problemov. To je sicer točke pregrevanja, kako v mestu točke pregrevanja ohladiti. To zmorejo velika drevesa, to zmorejo sistemske nasaditve in zasaditve. Kako odvodnjavati vodo v mestu, kaj narediti z deževnico ob teh velikih neurjih, ki jih imamo. Naši sistemi odvajanja vode v mestih so Zastareli, niso dimenzionirani na te količine. poddimenzionirani, zaradi tega ogromne količine deževnice, s katero bi lahko zalivali, jo bi lahko uporabljali za ustvarjanje boljših klimatskih razmer prav v mestih, odplaknemo v vodo, te vode je preveč, ta voda prestopi bregove in naredi težavo v naslednjem delu svojega toka. Tako da sistemsko in zares za moje pojme je bistvo, da se zares lotimo stvari z pravilnimi ukrepi, ki bodo imeli dejansko tudi merljive rezultate. Strategije. Jaz bi tukaj mogoče še en vidik izpostavil, ne, ker recimo univerze, fakultete, tehniške v Ljubljani, ogromno tega znanja producirajo. Jaz recimo, če gledam arhitekturno fakulteto, tam se ogromno enih idej preizkusi, skozi seminarsko delo, skozi diplomske naloge, ne, ampak vsi ti rezultati so v knjižnici zaprti in jih noben potem redko kdo v praksi uporabi. Prav tako na biotehnični fakulteti, krajinska arhitektura, na gradbeni na strojni, ne. In
ekonomski tudi. In se Ker mi zdi, da to znanje, se pravi, to znanje spraviti v uporabo, v odločanju prostorov, se pravi, dati prostor, ker če mi imamo zdaj v nekem pogledu idealno zakonodajo za nekoga, mogoče ne bi bilo treba več spremeniti, ampak vedno dati prostor temu, da se jo izpopolnjuje in to izpopolnjuje z strokami, ki vse to znanje razvijajo in jih imajo in jih pri novih projektih narediti vedno boljše. Recimo, ko dosežemo neko točko, lahko rečemo, ja, to je zelo dobro, ampak lahko je še boljše. In to boljše ne more biti z istimi načini kot do zdaj, ampak je vedno treba preizkušati nove načine. Recimo, zelene strehe so sigurno en tak možen način, ampak ne na postajah, ker je to premajhna površina, pa nima nekega učinka. Ampak, to je na simbolni ravni, ampak za ozaveščanje je sigurno dovolj. Ampak zelena streha ima za energetsko učinkovito stavbo večji učinek kot recimo te sončne celice z elektriko delate. Ker bolj ohladijo hišo, kot pridela ena elektrarna na strehi v primerjavi z tem prihrankom energije. Ampak pri nas se preveč predpisuje stvari, kako morajo biti, namesto da bi pustili ta prostor eksperimenta tudi investitorju, ki ni treba predpostavljati, da mu je treba vse predpisati, ampak jaz mislim, da tukaj je lahko en tak zelo velik doprinos tem, da se stvari malo manj regulira na način, kaj mora biti, ampak da se da prostor, da dosežemo seveda kakovostne rešitve, trajnostne, ta beseda je zelo popularna, ampak da se jih vedno na novo izboljšuje in posodablja z strokami. Pa če gremo zdaj od tega trajnostnega vidika, še malo k estetskemu, k temu, kako mi doživljamo arhitekturo, to je tudi izjemno pomemben element vsake zgradbe, sleherne arhitekture, tudi avtobusnega postajališča, ali pa nepotrebnih reklamnih panojev. In me zanima, kako bodo, ker pač hiše v določenih obdobjih zgradbe komunicirajo z ljudmi, ki takrat živijo, so nekako v sozvočju, naj bi bile s časom in z ljudmi. Čas se spreminja, mi se zelo spreminjamo, naš način življenja se tudi spreminja. Na kak način se spreminjajo hiše, kako temu sledi arhitektura, ampak govorim z tega vidika čutnega, taktilnega, ne z energetskega. Z energetskega imamo pametne hiše, ukaze, rečemo Alexa, ali kako se že imenuje, naredi to, naredi ono in se vse zgodi. Lahko ji damo svoje ime, recimo Metka, prižgi luč. Skratka, komunikacija med nami, uporabniki, in arhitekturo, ki nastaja v tem trenutku. Kje so te povezave, kako nas nagovarjate s svojimi deli in kako nam prisluhnete? Kdo komu? Mislim, da arhitekturi zares nihče ne more ubežati. Niti lahko ne greš v knjižnico, lahko ne greš v gledališče. Hodiš pa po mestu, nekje bivaš, nekje delaš, nekje živiš. Arhitektura je okoli nas, bolj uspešna, manj uspešna. Arhitektura je lahko tudi umetnost gradnje, vendar ni vsa arhitektura umetnost. Tako kot niso vse stavbe arhitektura. Niso vse stavbe arhitektura. Torej, obstojajo, in kaj je tisto, kar arhitektura da? Arhitektura da nek občutek nek občutek avtomatične sprejetosti in prijetnega občutka sleherniku, ki vstopi. Odpre vrata, ga povabi, v njej se počutiš varno, ravno prav toplo je, ravno prava akustika je, ravno prava družba ljudi je. Estetika je nekaj, kar ima vsake oči svojega malarja, in mislim, da je ta uniformirana estetika, ki se pojavlja v zelo sodobnih trendovskih revijah, naredila večjo škodo arhitekturi kot zares kakršenkoli doprinos. Zdi se mi, da je bistvo v skromnih stavbah in v inovativni misli arhitekta, ki jo je zasnoval. Na kakšen način, kako inovativno je arhitekt z idejo o tem prostoru rešil vse tehnične zagate in sprejel večino kompromisov, ker v arhitekturi sprejemamo neskončno kompromisov, na kakšen način je to realiziral. In
Tukaj je lahko objekt izjemno majhen, skromen, vendar zanimiv in nenadkriljiv za inspiracijo, ki nam jo daje. V bistvu, v pogojih, v katerih delujejo arhitekti, v bistvu v Evropi, pa verjetno tudi na drugih kontinentih, na večini, mi smo pač neka panoga, ki delujemo pod določenimi pogoji, ki so predpisani. Nimamo čisto prostih rok, da bi lahko ustvarili. Res pogosto se zgodi, da je čisto nelogično tisto, kar je predpisano, in v bistvu ti moraš slediti temu, kar je nelogično, in potem v teh okvirih moraš ustvariti nekaj, kar zadovoljuje te primarne potrebe človeka, ki jih je naštela Alenka, ne. Meni v bistvu se zdi noro to, da vedno več je teh pogojev o energetskih zahtevah, zvočnih zahtevah, vse to je predpisano. Mislim, ljudje živijo v zaprtih hišah, zrak se prezračuje, v bistvu ti ne slišiš ne ptičjega petja, ne čutiš toplote od zunaj. Mislim, in meni ta hermetični del res ni všeč, ne. Mislim, da bi ljudje vseeno morali ustvarjati arhitekturo, oziroma arhitekti skupaj z naročnikom ustvarjati arhitekturo, ki je po meri človeka in ki omogoča to povezavo z naravo, ne. Seveda je vsaka hiša narejena zato, da mi v njej bivamo, v notranjost je spet zgodba zase, kjer se seveda trudiš, da zagotoviš vse pogoje, da omogočiš čim prijetnejše, čim ugodnejše bivanje, ne. Ampak ta povezava z zunanjostjo je nujna in res potrebna, no. In se mi zdi, da v bistvu zakonodaja ne razmišlja o teh stvareh. Preveč je tehnicistična mogoče, no. Mislim, to, ne. Ja, pravila so predvsem v strnjenih urbanih naseljih zelo jasna, zelo stroga, ne. Ko gremo v malo bolj odmaknjene kraje slovenskega podeželja, lahko najdemo tudi hiše iz butane slame, oblečene v ilovico, a ne, čudovite, nove, popolnoma nove, ne. In hiše iz kamna na Krasu, kar je vse material, ki je tradicionalno bil prisoten v teh predelih, ne. Kako jim tam uspe, ne, ker verjetno ena taka hiša ne more zadostiti vsem tem pravilom, ki si jih naštela, ne, tej hermetični zaprtosti. Individualna gradnja ima Lahko. tukaj malo Odpustkov. drugačna pravila, no, ja, predvsem tudi zdaj, kar je dobro, no, in veliko entuziastov je, ki želijo sami sebi ustvariti zdrav bivalni prostor, a ne, in to so tisti entuziasti, ki so pripravljeni veliko energije in dela in napora vložiti v to, da pridejo do takih rezultatov, a ne. Seveda je to lažje na podeželju, no, ampak tudi v mestih, zato ker v mestu so druga pravila gradnje, so drugi načini investiranja, ne. Na podeželju je investitor mogoče sam za svojo investicijo 100% odgovarja, ne. In tukaj se mi zdijo ti primeri zelo pozitivni, a ne, seveda so pogosto sprejeti pol v nekem okolju, da so čudni, da so nenavadni, a ne, ampak ko je en tak objekt zgrajen in ko vstopimo v tak prostor, čutimo, v čem je razlika, ne, ker biti v prostoru, ki je zgrajen z takimi materiali, je drugače kot v hermetično zaprtem prostoru, ne. In tukaj je mogoče ena taka fascinacija nad tehnologijo, ne, ker tehnologija, prezračevana hiša sigurno ima vedno svež zrak, a ne, zato ker rekuperatorji zagotavljajo stalno svež zrak, tudi izjemno izkoriščeno energetsko uporabo, ampak smo pa zaprti potem v zrakotesni hiši, a ne. Seveda vedno lahko odpremo okno, a ne, in tukaj je neka meja, ne, se pravi, do katere stopnje je tehnologija tista, ki rešuje to in še izboljšuje, na kateri stopnji se pa lahko ustavimo pri neki enostavnosti, a ne. Spet smo tukaj tudi mogoče pri tej fascinaciji nad pametnimi hišami, ker je vse možno potem s telefona voditi, a ne, ampak ko pride potem do neke točke, ko
ko treba luč prižgati in iščemo, kje je za tisto stikalo, pa ugotovimo, da je v bistvu tisto, kar je enostavno, mogoče tudi tisto, kar je trajnostno, ne, da je možno uporabljati z neko intuicijo, z neko preprostostjo, no, in to jaz mislim, da smo v neki fazi te navdušenosti na tehnologijo, ki marsikaj omogoča, ne, ampak imeti neko zdravo ravnovesje, pa mislim, da je tisti odgovor, ki lahko pripelje do kakovostne arhitekture in tudi uporabniku prijazne. Ja. Ker če zmanjka elektrike, ostaneš pred hišo. In na hladnem. Na hladnem. Morda samo še ena tema glede individualne gradnje ali pa gradnje javnih stavb in mest. Ja, mogoče še dajmo en poudarek na zaključku za te javne stavbe in mesta, prostore, ki jih vsi uporabljamo. Kar gradimo kot družba, je lahko vzor vsakemu posamezniku. Zato je ključno, da so stavbe, ki jih gradimo v Sloveniji, višek oziroma state of art principov, ki nam bodo omogočili ne samo trajnostno gradnjo, ampak bodo skrbeli za vire, bomo skrbeli z njimi za energijo, bomo skrbeli z njimi za zdravje in počutje ljudi, bomo uporabljali materiale, ki jih bomo lahko reciklirali, ki jih bomo lahko obnovili, bomo skrbeli za celoten življenjski cikel stavbe, bo stavba požarno, potresno varna. Skratka, to je lahko vzor in priložnost za vse nadaljne generacije, da bodo videli, da nam je mar. In mislim, da je poklic arhitekta ali pa arhitekturna stroka tukaj zares pripravljena slediti in narediti tak projekt. Ampak je treba več kot samo arhitekte in arhitekturno stroko, treba je zagnati to željo, zato ker to, kar mi bomo zgradili danes, to bo dediščina, ki jo bomo pustili za prihodnje generacije. In tukaj smo, da ugotovimo, kdo smo in kaj želimo biti. In mislim, da so stavbe in mesta ob vsem tej krizni situaciji in norostim, ki se nam dogajajo, ključne, ker bojo lahko ohranili tudi dostojanstvo človeka. Hvala lepa, Lenka Kavčič, Katjuša Kranjc, Matevž Granda, da ste sodelovali v podcastu Samo en planet. Hvala. Hvala.